14 dni se je tresla gora, zunanji svet nas je opazoval, v pičlih 2 urah, ne bom rekla skoraj, da brez razprave ste potem umaknili ta referendum. Zdaj v Levici pravijo, da je to igračkanje z voljo ljudi, da je ignoriranje ljudi. Kaj pravite vi? Kaj je bil ta manever? Nikakor ni ignoriranje volje ljudi. Ko gremo na referendum in vprašamo ljudi za mnenje, moramo predvsem vedeti, kaj jih sprašujemo, delovati moramo državotvorno. Vsak posvetovalni referendum pa mora biti dobro premišljen, ne sme biti politična igračka v rokah političnih strank oziroma poslanskih skupin in predvsem ne sme biti izglasovan špekulativno, kar se je zgodilo v tem primeru. In nič si ne zatiskajmo oči. Vemo, da so mnogi poslanci glasovali pri, to se pravi prejšnji petek, ko smo glasovali o sklepu razpisu referenduma s figo v žepu. Ampak poglejte, zdaj ste sami rekli, moramo vedeti, kaj sprašujemo. Tako. Že dolgo čakam, da boste prišli v studio, da vas vprašam eno stvar. V Državnem zboru imate svetovalno telo, zakonodajno pravno službo, ki pove svoje mnenje o vsaki stvari. In povedala ga je tudi o tem nesrečnem vprašanju, za katerega so ustavni pravniki rekli, da je nejasno, da se lahko razlaga tako ali drugače. Zakaj imate v Državnem zboru strokovna telesa, ki se potem mirno povozijo s politično voljo in se ignorirajo? Veste, strokovno telo, kot je zakonodajno-pravna služba, tudi zelo pazi, kako, na kakšen način se vtika v vsebino odločitev. In konkretno pri tej zadevi je zakonodajno-pravna služba na splošni ravni opozorila, da mora biti referendumsko vprašanje jasno, da bodo volivci vedeli, o čem glasujejo. Konkretno pa se ni navezala na to vprašanje. Pač iz mnenja ni konkretno razvidno, ravno to vprašanje pa ni jasno. Verjamem, kako lahko to zveni, tudi ne želim sama dajati mnenja, ali je to vprašanje jasno ali nejasno, predvsem mi je pomembno, da če je izglasovan referendum, da je izglasovan z iskrenim namenom, to se pravi v skladu z vrednotami, ki jih stranke zasledujejo. Govorimo o iskrenosti. Ta posvetovalni referendum je bil danes umaknjen z glasovi 2 manjšinskih predstavnikov in Logarjevih demokratov. Ne pa 2 strank, s katerimi ste v koaliciji, torej Levica in SD. Vi nam povejte svoj vtis. Kaj je zdaj s to koalicijo in njeno trdnostjo v Državnem zboru? Jaz sem že enkrat v tem studiu povedala, da pogrešam več iskrenosti v politiki. Pač glasovanje je bilo, kakršno je bilo. Rezultat je zelo jasen. Levico seveda razumem, zaradi tega, ker oni so bili predlagatelji prvotnega referenduma. Razumete tudi SD? To pa malo težje, moram priznati, ampak lejte, nisem jaz, bom rekla, tisti, ki bi moral presojati, kako se oni odločajo in pravilnost njihove odločitve. To je njihova legalna, legitimna pravica, da glasujejo po svoji vesti. Kaj jih je pripeljalo do te odločitve, pa vedo oni. Ampak poglejte, gospa Zupančič, če kdaj je danes imela Levica, se opravičujem, stranka SD, eno zelo jasno stališče. Iz njih je vel en gnev. Nismo bili vprašani, preden je šel premier v Haag. Ni se sklical posvet, dokler ni bilo že za vse prepozno in nista bila naenkrat v zraku kar 2 referenduma. Vi ste prva med enakimi. Tudi v Državnem zboru bi lahko dali neka izhodišča za premierja in o tem razpravljali. Zakaj ni bila neka široka razprava narejena o tem, na kaj bomo pristali v Haagu? To sem jaz danes v svoji razpravi tudi opozorila. Namreč, da seveda je prav, da predstavniki izvršilne veje oblasti pridejo v Državni zbor in povedo tudi na področju zunanje politike, sploh pa mednarodnih integracij, o čem se bodo na nekih takih sestankih pogovarjali. Moram pa opozoriti konkretno glede stranke SD. Oni imajo zunanje ministrstvo, oni imajo odbor za zunanjo politiko. Morda tudi malo več aktivnosti z njihove strani ne bi škodilo. Drži, vi ste pa vendarle tudi predsednica Državnega zbora in bi rekli, bomo povabili premierja, da nam pride povedati. Se strinjam in tudi danes sem povedala v Državnem zboru, da naj bo ta izkušnja, ki smo jo imeli, nesrečna izkušnja, žal, tudi v poduk za naprej, da se
tudi o takih vprašanjih, oziroma sploh o takih vprašanjih, ki so tako pomembna in zadevajo toliko denarja in toliko zadevajo ljudi, pogovarjamo v Državnem zboru in naredimo široko razpravo in se potem ne zapletamo potem. Boste zdaj to nadoknadili? Jaz mislim, da ja. Poglejte, kaj pomeni dejstvo, da sta v letu dni bila razpisana že 2 referenduma in 2 potem umaknjena? Jaz mislim, da nič kaj takega, kar se ne dogaja v demokratični državi. Poslanci so tisti, sploh kar se tiče posvetovalnih referendumov, ki jih razpišejo, potem lahko odločijo tudi, da se tak referendum ne opravi. Če se opravi, se potem odločijo, ali bodo ali ne bodo upoštevali voljo ljudstva. To je pač pravni okvir teh posvetovalnih referendumov. Moram pa res poudariti še enkrat, kar velikokrat poudarjam. Noben referendum, tudi ne posvetovalni, ki je nezavezujoč, ni politična igrača za to, da se s tem rokuje tako, kot se očitno je do sedaj rokovalo se strani poslank in poslancev. Posvetovalni referendum je resen parlamentarni institut, zato da se vpraša državljanke in državljane glede nekega vprašanja, ki jih konkretno in jasno zadeva, ne pa da se merijo moči v parlamentu. Če že hočete, zato so namenjeni drugi instituti. Če se že moramo iti takšne politične igrice, ne preko referendumov, tudi ne posvetovalnih. Imeli smo lani 3 posvetovalne referendume in prav težko se že čaka, kdaj se bo volja teh referendumov prelila v zakonodajni okvir. Zdaj, po letu dni, ste prav danes uspeli s prvim. Ko gre za voljo iz posvetovalnega referenduma, ki zadeva pomoč pri prostovoljnem končanju življenja. Če pogledava, tisti referendum je bil tako najbolj bliže skoraj pol-pol. Zdravniška stroka je proti, medicinska etika je proti. In komaj ste sprejeli, da se ta volja udejanji, se že napoveduje še en referendum. Bomo šli še na en referendum? Ja, zakonodajni referendum je pa drugačen kot posvetovalni, tukaj pa se zbirajo podpisi, najprej se da pobuda, potem jaz kot predsednica Državnega zbora razpišem rok, v katerem se zbirajo podpisi za vložitev zahteve za zakonodajni referendum, se opravičujem, in potem se pripravi odlok o razpisu zakonodajnega referenduma. Če so zakonski pogoji izpolnjeni in ni nobene ovire, to se pravi recimo, da zakon ne uresničuje odločbo Ustavnega sodišča, ali pa če so izpolnjene druge predpostavke, ki so določene tudi v Ustavi, kdaj se zakonodajni referendum ne sme razpisati, potem pravnih ovir ni. Torej se nam lahko zgodi. Lahko se nam zgodi. Nobena skrivnost ni, da velikokrat slišimo oceno, da je zelo padel nivo razprav v Državnem zboru. Tudi danes, mimo grede, ko smo tole poslušali ravno o tem posvetovalnem referendumu in o paliativi, pravzaprav je poslanka rekla drugemu poslancu, postavite se v vrsto za paliativno oskrbo. To niso stvari, ki bi jih radi slišali od izvoljencev ljudstva in če smem reči tudi mnenje, da mnogi menijo, da tudi vaše dvigovanje krila poslancu Reberšku ne sodi k predsednici Državnega zbora. Zakaj ne presežete tega? Ker ste prva med prvimi in vam... Veste, veliko se govori takole javno, o nekih mojih dejanjih, mojih gestah, mojih besedah. Vse tisto, kar se pa dogaja za kamerami, vse tisto, kar konec koncev pada po meni tudi osebno, ali pa recimo zaradi karakteristik, na katere ne morem vplivati, o tistem se pa pravzaprav kaj veliko ne razpravlja. In to so razni komentarji, sovražni govori, predvsem na družbenih omrežjih, in bi si, recimo temu, kar prav glede dogodka, ki ste ga omenili, da sem pravzaprav nekoliko provokativno želela odpreti tudi to temo. Tako da lahko se pogovarjava o odnosu, ki ga imajo nekateri zlasti poslanci do žensk, pa konkretno recimo do predsednice Državnega zbora in na kakšne opaske vse jaz dnevno doživljam, pa mislim, da bova imeli prekratko oddajo za kaj takega. Pa ne bi bilo bolje, ko bi dvignili nos in šli mimo? Veste, kolikokrat to storim. Neštetokrat.